še tako pomislim, ja, te konzervativci bojo pa vsi imeli vsaj 4 otroke, da bojo na vseh referendumih in volitvah volili drugače kot jaz. In to mi pa tudi valjda ni kul. Pa nočem novih stvari kupovati, kar se mi zdaj kar dosti poklop, ker res že ful dober second hand dobiš. Sam pa tudi hkrati tako, ja, kaj pa je tukaj sploh smisel, če gre tako vse nekam, ker... Ja. Kakšna se ti je zdela predstava? Nek poseben način, zelo pretresljiva. Ves čas sem se spraševal o svoji in lastni minljivosti in minljivosti tudi mojih staršev, moje družine, ljudi, ki jih imam danes rad. To me je kar pretreslo. In kaj vse pravzaprav zdaj, ko živimo, ne upamo izreči, ne upamo vprašati, o tem sem razmišljal. In ja, predstava odpira kar nekaj takih tem, ki me ne bodo pustile na miru še nekaj časa. O čem pa bi si želel, da bi se tebe spominjali? Težko vprašanje. Po mojem, po tem, kaj sem počel v življenju, kaj sem naredil v življenju, tudi koga sem morda spodbudil za kaj dobrega. Glede na to, da predstava govori o spominjanju pokojne matere, po čem ti želiš, da bi se te spominjali? To pa nisem še razmišljala. Ne vem, ne moram to povedati zdaj. Bom razmislila. Pa bo mogoče glede na to, da tudi odnašajo stvari, predmete. Imaš ti kakšen predmet, za katerega si pa želiš, da bi šel v naslednji rod tudi? To so pa tako vprašanja, da pa ne moreš tako kar s prve. Recimo, zdaj sem mislila, da me boš vprašala, kaj imam jaz tako od svojih babic, pa tako, recimo, danes smo se o gumbkih pogovarjali, kako je imela moja babica škatlico z gumbki in kakšen žur je bil meni to, če je ona meni dovolila to škatlico odpreti, pa gumbke ven stresti, pa to. Wow. Ja, jaz si želim, da mogoče se me ne bi spominjali tako po predmetih, kot po tem, kaj sem dala svojim otrokom. V smislu svojega načina razmišljanja, pogleda na svet, srca, pa mogoče tudi malo uma, no? Ampak to, pa da jim ne zapustim kakšnih dolgov, ne? Recimo, to tudi bi bilo fajn. Zdaj, imela si že predmete, da ti ne bi toliko, da bi se te po predmetih, ampak imaš morda ti v lasti od kakšnih svojih prednikov, ki je zelo tako posebenega oziroma ki ti je pri srcu, pa vseeno je kakšen vseeno predmet, ni nujno, da točno tak, bi pa vseeno rada, da še naprej v narekovajih živi s tabo. Z mano živi, sem že tudi prej podobno vprašanje dobila. V gledališču živi z mano kopalni plašč od moje babice, ki je bila šivilja in si ga je sama sešila in ga je nosila. Je pa v bistvu bil narejen rečemo, ne vem, 50-ih, 60-ih, je tako res malo Hollywood style in ga nosim, no, ko se pripravljam na predstave. Ta je še z mano. Je ene par predmetov, ki jih imamo v družini, okoli katerih krožijo določene zgodbe, je pa res, da se zelo hitro nabere kakšna krama in je veliko tega in zelo težko se je včasih, vsaj jaz sem tak karakter, taka oseba, odločiti, kaj ostane in kaj gre stran.